Za uvod odprtja razstave ilustracij Kristine Krhin na Mirni je zbrane z veliko mero nostalgije nagovoril duet z Andahtjo. Ponikne pod okni, v Krki se zbudi, začenja se življenje njuno. In dalje zdaj hiti, ljudem sem govori, kako prelepa je Dolenjska. In dalje zdaj hiti, ljudem sem govori, kako prelepa je Dolenjska. Zamenjal ne bi je za čisto vse zlato, saj Dolenjska je moja mati. Zamenjal ne bi je za čisto vse zlato, saj Dolenjska je moja mati. Vsakič, ko se pripeljemo tam in Jersovca, pa zagledam jaz cerkev, se spomniš vsega, v bistvu vse odpade od tebe in si kar naenkrat se malo predstaviš v tiste čase. Razbremeniš se, bolj udobno se počutiš, no? Kar naenkrat se počutiš udobno, udoben je jezik, ki ga tukaj govorijo. Udobna je pokrajina. In v bistvu v to obdobje, kar rada pridem, no. V to obdobje, kar rada pridem. In tudi v nadaljevanju so se vrstili občutek lepega, iskrivost in igrivost sijajočih spomini. Kjer si rastel, kjer si pognal korenine, tam si zmeraj doma, tudi če se seliš po celem svetu, je to nekje, kjer si doma. Steni prenovljene dvorane Mirenskega kulturnega doma krasijo izbrane ilustracije akademske slikarke in ilustratorke Kristine Krhin, ki danes živi in ustvarja v Trzinu. Otroštvo pa je preživela na Mirni, kjer so še vedno doma njeni starši. Motive pravzaprav ves čas črpam iz otroštva. Mi pričarajo to pravljičnost in pravljične svetove in to mističnost, v katero se potem med delom s katerim se potem med delom povežem z besedilom. Veseli me, da črpa svoja dela iz svoje mladosti, ki ga je preživljala tukaj na naši Mirni, in da se spominja vseh potočkov, vseh hribčkov, vseh naše čudovite narave in da je to ponesla tudi tja, kjer danes živi. Krhinova je avtorica ilustracij v številnih slikanicah za domače in tuje založbe, sodeluje pa tudi pri ustvarjanju otroških revij in učbenikov. Na razstavi Pravljični svetovi domačega kraja je na ogled 39 ilustracij, ki so nastale v zadnjih 7 letih. Sem izbrala ilustracije, kjer se odraža veliko narave, pravzaprav se dogaja v naravi, to mi še posebej ljubo risati, v bistvu v tem najbolj uživam, pa kjer so protagonisti živali. Lažje upodobim čustva, ali so zelo žalostni, jezni. Lažje mi je kot pri ljudeh, mogoče se pol ustrašim, ker je enkrat človek tak jezen ali pa. Pri živalih je pa to kar malo bolj, ostane skozi ta igrivost, ves čas ostaja ta igrivost, no. Posebej med najmlajšimi sta priljubljena malce nagajiva Pujska, Bibi in Gusti. Take lepe pa nagajive, pa všeč mi je, ker so vsaki zgodbi sta malo drugačno narisana. A ilustracije večkrat nagrajene ilustratorke navdušujejo tudi starejše, zrelejše. Njene ilustracije, ki so v otroških delih, v otroških slikanicah, ki se pojavljajo, so čudovite. To je Tina, preprosto povedano. Jaz v vsakem njenem liku, pa naj bo to živalski ali otroček ali karkoli že, vidim te njene prečudovite oči, polne topline, radovednosti, globine. Tinine ilustracije poznam iz knjig, ampak takole v živo, bolj izpostavljene, brez besedila, imajo še večjo moč, se mi zdi.
mehke, barvne, otroške, igrive. Jaz skoraj si upam trditi, da jih prepoznam z zavezanimi očmi. Sem sicer Kristina, ampak nekje od Gomile naprej sem pa Tina. In pol ta Kris se mi pridruži nazaj, grede tam nekje na avtocesti proti Ljubljani. Razstava, s katero so na Mirni začeli praznovanje letošnjega občinskega praznika, bo na ogled do konca leta. Ob odprtju pa so si obiskovalci lahko ogledali še nekaj od številnih slikanic, ki jih je ilustrirala Kristina Krhin. Mnoge se lahko pohvalijo z oznako Zlata hruška. Pokukali pa so tudi v ozadje nastanka ilustracij, v eno od skicirk.